Spoštovane dame in gospodje, 8. marec 2020, pomemben datum, ko se uradno zavedamo o pomembnosti žensk, ampak zavedajmo se to skozi vse leto. Jaz sem vam pokazal nekaj še enako zanimivega, kar je tudi seveda pomembno za spoštovanje celotnega živega sveta. In sicer pogledamo tukaj dol. Sedaj se seveda ne vidi, najprej pogledamo, da gre za zapuščen grob in povem vam bistveno. Leta 2005 je nekako bila najdena zelo pomembna slika Leonarda da Vincija, Salvator Mundi, ki prikazuje Jezusa v pozi, ki je dejansko rešilna, sugestibilna, kako bi naj bil svet rešen, se pravi stran od križa, stran od trpljenja, stran od krvi, žebljev. In sicer gre za to pozo. Sedaj bom na 1, 2, 3 najprej dal v kader sliko da Vincija. 1, 2, 3. In tukaj spodaj vidimo upodobitev na grobu na Ptuju. Seveda ne bom sedaj rekel, da je to edina upodobitev na svetu, ampak povedati želim, da če se želimo rešiti iz brezna nekako regresivnega razvoja, kateremu smo priča že sedaj preveč let, pa rečemo kar takole, morda celo od leta 2005, ko so tega Salvatorja našli originalnega, moramo dojeti, da je dejansko tudi od nas odvisno, kam se bomo razvili, od našega angažmaja, od naše storitvenosti in ne nazadnje od naše ljubezni do okolja, v katerem bivamo. Saj neka filozofija, ko pa ne bo tu več vzdržno, še bom pa predstavil drugam, vodi do tega, da na neki točki pa se ne bo več možno sploh kam predstaviti, ker bo vse uničeno in naša težnja naj bo, da dejansko revitaliziramo, da se, vam povem, da se da. Tu pa vidite, da lahko v narekovaju tako nepomembnih krajih, nepomembnih lokacijah najdeš dejansko nekaj, kar je svetovnega pomena, če drugo ne. Če gremo konkretno na ta primer. Salvator Mundi je slika, ki je bila prodana za reči piši $450 milijonov. In če drugo ne, kot rečeno, lahko kot zanimivost v Ptujskem muzeju pokažeš grob, pokažeš skulpturico in rečeš, gledajte, tu je upodobljen. Jaz kot človek, ki se s tem ukvarjam že zelo dolgo, vam povem, da so te upodobitve Jezusa skrajno redke in večini tudi neznane. Najbolj znane so seveda upodobitve na križu, kar nekako asocira trpljenje. Potem tiste, ko razkriva svoja prsa in je upodobitev srca. Mnogo manj znane so tiste, kjer Jezus sedi in razmišlja. Zelo redko znane so pa te, kjer ima v rokah kristalno kroglo, desno roko dvignjeno in nekako simbolizira rešitev sveta. In to je tisto, kar dejansko potrebujemo. Rešitev sveta in leta se prične v naših glavah, da smo ljudje z ustrezno etiko in moralo.